Novega partnerja vpišemo tako, da v segmentu Medknjižnična izposoja v vsebinskem sklopu Partner izberemo metodo Nov objekt, ikona plus. Odpre se urejevalnik Partner. V tem urejevalniku vpišemo podatke o novem partnerju, po potrebi jih kasneje lahko tudi spreminjamo. Podatki o partnerju so razdeljeni na dve skupini podatkov: splošno in vloge in kontakti. Podatki, katerih vnos je obvezen, so označeni z rdečo zvezdico. Šifrirane podatke, kot so na primer poštna številka, država, izberemo v spustnih seznamih. Podatke o knjižnici lahko najhitreje prenesemo iz baze podatkov Kolib, če v urejevalniku Partner pri sigla vpišemo njeno siglo. Če je ne poznamo, jo poiščemo in izberemo iz šifranta. Nato kliknemo gumb Prenos iz Koliba. Iz baze podatkov Kolib se med podatke o partnerju v ustrezna polja prenesejo podatki. Podatke preverimo in po potrebi popravimo. Splošne podatke o partnerjih oziroma knjižnicah, ki ne sodelujejo v sistemu COBISS, je potrebno vpisati ročno. Nato določimo še vloge partnerja na zavihku Vloge in kontakti. S klikom označimo eno ali več potrditvenih polj. Če smo označili vsaj eno od naslednjih vlog, dobavitelj MI, naročnik MI, s klikom na gumb Podrobnosti vpišemo podrobnejše podatke o vlogah partnerja. Podatke o dobavitelju v MI vnašamo pod zavihkom Dobavitelj MI. Vpišemo časovno rezervo, to je število dni, ki se upoštevajo pri izračunu datuma pričakovane vrnitve gradiva, ki si ga je izposodil naročnik. Pri tip naročila MI se izpiše privzeta vrednost e-pošta, ki določa obliko dokumenta, naročilo in način pošiljanja tega dokumenta dobavitelju. Privzeto vrednost lahko spremenimo. Podatek se kot privzeta vrednost ponudi pri pripravi naročila za tega dobavitelja. Podatke o naročniku v medknjižnični izposoji vnašamo pod zavihkom Naročnik MI. Pri način dobave gradiva MI se izpiše privzeta vrednost pošta, ki določa, kako bomo naročniku dobavljali gradivo. Privzeto vrednost lahko spremenimo. Podatek se kot privzeta vrednost ponudi pri evidentiranju naročnikovega zahtevka za medknjižnično izposojo. Podatke o partnerju še pregledamo in jih shranimo s klikom na gumb V redu. Zapis o partnerju se shrani v bazo in se naloži v iskalnik, da lahko nadaljujemo z novimi postopki. Če je potrebno popraviti podatke o partnerju, vstopimo v urejevalnik z gumbom Uredi. Novega partnerja lahko vpišemo tudi z izbiro ikone plus dodaj v iskalniku Partner.